Lepo pozdravljeni seveda tudi v mojem imenu, v imenu vseh nas treh tukaj na odru. Hvala vsakomur in vsem skupaj, da ste se udeležili današnjega dogodka, današnjega pogovora. Mi smo res komaj čakali, da začnemo ponovno z delom, da zaženemo na novo, oziroma ne na novo, ampak da nadaljujemo z Deželo pridnih, s temi javnimi pogovori. Družbene okoliščine trenutne nam narekujejo, da je potreba potem precejšnja. Tako da jaz sem že uspel zlobirati, da bi imel še dva pogovora, vsaj dva pogovora tudi v juniju, lahko povem Dino Bauk pa Rok Rozman, da se enostavno res pogovarjamo o stvareh, ki so pred nami, izzivih, ki so pred nami, ker karkoli se dogaja pač povezano z demonstracijami, povezano s to vlado in tako naprej, vsi ti napadi in pač neka defenziva. Vse to je pač nek izziv, ki moramo tudi mi malo razmotriti korake, katere bi morali zdaj narediti in tako dalje. O tem morda kasneje, samo na koncu, zdaj pa uvodoma. Jaz imam ponavadi malo daljše uvode, tokrat bom krajši. Začenjamo Deželo pridnih z dvema gostoma in sicer to sta spoštovana cenjena kolega Špela Stare. Špela je generalna sekretarka pri Društvu novinarjev Slovenije in pa Blaž Petkovič, tudi dolgoletni preiskovalni novinar na Večeru, predtem na časniku Dnevnik. Morda, če kdo slučajno pozabil ali karkoli, Blaž je pač ta novinar, ki je razkril tisto nezakonito in v 5 navednicah posojilo, ki ga je stranka SDS dobila pred prejšnjimi parlamentarnimi volitvami iz Banja Luke, za kar je tudi prejel predlani nagrado v kategoriji izjemni dosežki. Tako da obema dvema seveda tudi hvala v mojem imenu, da sta se odzvala. Pa jaz predlagam, da kar gremo z debato in sicer jaz mislim, da ni potrebno zdaj na dolgo in široko analizirati stanja, v katerem so se znašli mediji, konkretno novinarke in novinarji v Sloveniji. Bomo preleteli to zadevo seveda za voljo nekega širšega konteksta in razumevanja naše debate kot celote. To moramo narediti zato, da pač vidimo, če lahko najdemo odgovor na vprašanje, pa to nikakor ne mislim patetično, ampak vendarle, kdo pravzaprav, če kdo sploh, če karkoli sploh, ščiti novinarke in novinarje v Sloveniji. Ko bomo združno, mislim, da ugotovili, da pravzaprav nihče, bomo šli na srž debate in to je, katere strategije bi pravzaprav mi kot novinarji in novinarke morali začeti o njih razmišljati tukaj in danes, s tem ne mislim današnji pogovor, ampak splošneje dan danes recimo. Začnimo z enim splošnejšim vprašanjem, recimo zadnje desetletje, ki ga tudi sociologi, tuji sociologi mednarodno se to desetletje, ki je za nami, smatra kot izgubljeno desetletje. Pravzaprav uvod vanj je bila ta svetovna finančna gospodarska kriza leta 2008-2009, s pravimi posledicami tudi v medijskem slovenskem prostoru takoj po 2009-2010. No in zdaj imamo trenutno situacijo. Če se hočemo pogovarjati o položaju, v katerem so se znašli bodisi mediji, bodisi novinarke in novinarji v Sloveniji, gremo zajeti tole obdobje, pa da vidimo, kje smo danes napram temu, kjer smo bili leta 2008. Kakšen trend opažaš dolgoročno? Kako trpijo mediji in pravzaprav v kakšnem položaju se znajdejo novinarji in novinarke, predvsem tisti, ki vstopajo na trg dela kot glasniki javnosti. Kar prosim. Ja, dober večer, živjo, hvala za vprašanje. Mislim, zelo veliko enih raznoterih elementov je, ki vplivajo na to, kako rečemo, se počutijo novinarji v tem trenutku ali pa kakšno je stanje v novinarstvu. Definitivno kriza ekonomska je definitivno vplivala tudi na medije, čeprav ta kriza tehnološka je pa začela spreminjati te tradicionalne medije že rečemo pred tem, oziroma bi jih spreminjala ne glede na to, ali bi se ta ekonomska kriza zgodila ali ne, saj po mojem mnenju. In na tem področju mislim, da se je zgodil en tak,
kako bi rekla, revolucija, evolucija, kakorkoli to imenujemo, se pravi vse platforme, ki so nekako novinarstvu začele jemati glas, začele so mu jemati finance. Naprimer, po nekaterih podatkih, sicer v Sloveniji sploh nimamo to nikjer zračunano, ampak po nekaterih podatkih, naprimer, vsako leto odide iz Slovenije 25 milijonov evrov, to naj bi bili po ocenah zaslužki Googla in Facebooka. Tako da to so ogromne številke za tak majhen medijski trg, kot je slovenski, ki je jezikovno omejen. Mi dejansko produciramo, se pravi slovenski mediji, slovenski novinarji producirajo vsebine za 2 milijona ljudi in jih več ali manj nimajo kam drugam prodati. Zato so taki majhni trgi še toliko bolj v bistvu, mislim, še toliko večje, še toliko bolj so izpostavljeni vsem tem tveganjem, plus tega so pa tudi pogajalske pozicije proti tem internetnim velikanom za majhne države nikakršne. Zato je tukaj neka rešitev samo nek evropski odziv, ki ga pa tudi ni, ker pač vsaka država rešuje, zaenkrat ga ni, bomo videli, če bo zdaj s to naslednjo komisijo. Tako da ta tehnološki moment in v bistvu odhajanje s tehnološkimi seveda povezano to spremenjene navade uporabnikov medijev, dostopanja do medijev, vse to je predvsem tradicionalne tiskane medije porinilo v en res nezavidljiv položaj. Poleg tega na to je še en velik problem v Sloveniji, na katerega smo mi opozarjali od vedno na Društvu novinarjev, in to je, da v bistvu slovenski mediji nimajo pravih strateških lastnikov, da večina slovenskih medijev pač je v lasti ljudi, katerih je osnovna dejavnost v neki čisto drugi panogi in ne medijski. In zato se tudi ne znajo iti medijev. Mislim, vedno znova ugotavljamo, da so mediji vedno v Sloveniji bili plen oziroma so bili zaželjeni zato, da se je z njimi v bistvu uveljavlja neke druge parcialne interese, in zato tudi očitno nikoli novi lastniki ali niso imeli dovolj denarja ali pa niso imeli v bistvu te vizije ali pa resnične želje, da bi v medije investirali, da bi investirali v medijski produkt, da bi investirali v novinarje. V zadnjih 10 letih vsekakor vidimo, da izdajatelji medijev vidijo novinarje kot strošek. In če kaj opažamo v teh 10 letih, je to, da so se zmanjševala uredništva, krčile so se dopisniške mreže, že 20 let se je v bistvu izkoriščalo nelegalno prekarno delo, k sreči so potem novinarji vseeno v teh zadnjih letih sprožili toliko tožb za to odvisno razmerje, da se je zdaj pred 2 letoma s tisto akcijo tudi delovnega inšpektorata v sodelovanju s sindikatom novinarjev, da so zdaj, rečemo, dosti veliko večino ljudi zaposlili, saj na velikih medijih, na malih je pa še vedno to totalen teksas, honorarji so se zniževali, zunanji sodelavci so se pač odpuščali oziroma se vemo, tudi na področju kulture, naprimer, poznamo zgodbo Dela, ki je v bistvu vse te strokovne pisce zunanje enostavno najprej samo začasno odstavil oziroma jim prekinil pogodbe, potem pa se te pogodbe niso več nikoli obnovile. Tako da teh problemov je res zelo veliko, naklade so padale, oglaševalski kolač je neenakomerno razdeljen, se vemo, da 85% gre na račun v bistvu komercialnih televizij, kar pomeni, da res ostane za ostale medije, ostanejo neke drobtinice. Medijska zakonodaja je stara, vemo, da edini, ki so sposobni sprejeti spremembe medijske zakonodaje, nažalost so desne vlade.
vsi trenutno veljavni mediji, trenutno veljavna medijska zakonodaja je bila, v bistvu jo je sprejela Janševa vlada, a ne. Leve ali levo-sredinske ali kaj svim kakšne vlade, nažalost niso pripeljale ene zakonodajne spremembe do konca, tako da nažalost zakonodaja je zastarela, tudi ta zadnji poskus zdaj, a ne, te novele zmeda, se pravi zakona o medijih je nažalost ostal v predalu tik preden bi prišel v bistvu medresorsko usklajevanje oziroma bil je že usklajen. Vse to, ne vem, ziher sem še kaj pozabila, gotovo sem še pozabila kakšen element, ampak slovenski mediji res niso v dobri kondiciji, no. Ne. Kar so mogoče nekaj dobrega je to, da še vedno imamo RTV, ki še ni odpuščal, a ne, ki je zaposlil prekarne delavce, ki ima sicer krizo vodenja, strukturne krize, ne vem kakšne, ampak še vedno predstavlja en tak kompakten, rečemo, produkcijski element, a ne, v slovenskem tem, se pravi novinarskem in v splošnem kulturnem prostoru. Imamo nekaj majhnih portalov, to so dobre zgodbe, se mi zdi, no, da so se, ne, pod črto, je zdaj že praznoval 5 let, tako da tukaj imamo nekaj novih teh neodvisnih medijev, to je nekaj pozitivnega, no, drugače pa dejansko so mediji to krizo pričakali v krizi. Tako bi zaključila, da ne bom predolga s tem uvodom. Imam tudi jaz eno podvprašanje, ne, in sicer obstaja kakršenkoli podatek ali pa vsaj dokaj približna ocena glede prekariata oziroma prekarnih delavk in delavcev v novinarstvu. Vem, da je bil pred leti ta odstotek res visok, ne? Ta odstotek je skozi približno enak in to je 1/3. Se pravi, po SURS-u je v poklicu, ne, za poklic novinar, se jih nekako delodajalci sporočajo te podatke in tudi za samozaposlene in je okrog 2500 novinarjev v Sloveniji. In ta številka, to okrog 1/3 novinarjev dela v prekarnih razmerah, je zdaj že leta kar nekako konstantna. In tudi ne glede na to, da so ogromno prekarcev zaposlili, a ne, vmes, ne vem, skoraj vse na RTV-ju, zdajle zadnji val je bil na POP TV-ju. POP TV je zdaj pred nastopom novega lastnika tudi v bistvu zaposlil vse tiste samozaposlene, no. Tako da 1/3, kar je velika številka in to je zdaj predvsem v manjših, regionalnih, lokalnih medijih, tam pa res mislim, da so razmere za delo izredno slabe in tudi plačilo je izredno slabo. Tako povprečna plača neto novinarja v Sloveniji je od 1200 do 1400 evrov, ne. Tako da to je zelo slabo, tisti, ki pa vstopajo v poklic, pa po moje 1000 evrov neto ali še nižje, ne, za visokošolsko izobraženega človeka, ki naj bi na dnevni ravni preiskoval najpomembnejše stvari v državi, izražal svoje mnenja, bil pokončen, neodvisen, odgovoren, spoštoval etiko, ne, se v bistvu prenašal tvite vseh možnih veljakov v tej državi, a ne. Mislim, to je res težka situacija. To je ta ena stvar, ne, ker veliko je recimo govora, no ja, se bolj ali manj upravičeno, ne, o napadih zoper novinarke in novinarje, pa zoper medije, ne, s strani recimo trenutne vlade in tako naprej in teh veljakov, ki so bolj iz tega desnega pola, skrajno desnega, kakorkoli vzamemo, ampak je tukaj se splača na eno stvar vendarle opozoriti, kako mi gledamo na to zadevo. Nobena vlada, pred to vlado so bile druge vlade in vlad je bilo kar nekaj, ne. In nobena vlada ni sistematično, sistemsko uredila vprašanja prekarnih delavk in delavcev, torej novinark in novinarjev, ne. Kar pomeni sledeče, če si ti na pogodbi za določen čas, zakaj bi odkrival neke zgodbe, kontroverzne oziroma se ukvarjal z nekim gospodarskim kriminalom ali pa z neko politiko, ki ima vpliv na tvoj medij, tudi recimo, ne, so taki primeri, a ja, jaz sem tak primer.
ker ti potem enostavno pogodbe ti ne podaljšajo, ne? In veliko ljudi je pravzaprav, tu ne govorimo samo o samocenzuri, govorimo o nekem upravičenem strahu, ne? Pač imajo zavore, imajo bremze, ne? Zdaj, kaj to povzroča, kaj to dela seveda celotnemu medijskemu prostoru in v končni fazi tudi, kako to rani samo pravico do govora, do izražanja in posledično pravico javnosti do obveščenosti, mislim, da je precej znano, ne? Ampak zdaj berem od Catherine Fishy, to je britanska raziskovalka, knjigo Populocracy, po naše bi bil prevod Populokracija, ne? V njej se ona ukvarja, knjiga je nova, je šla pred parimi meseci, ukvarja se z vzponom populizmov različnih vrst v Evropi, na stari celini in že v prvem poglavju zapiše, da ko se je začela s tem ukvarjati leta 1996, je pravzaprav nobeden od njenih kolegov in tako naprej, mentorjev in tako dalje ni razumel, ne, pa kaj se ukvarjaš zdaj z Jeanom Marijem Le Penom, ne? To so neki marginalci nekje v Evropskem parlamentu, zakaj ta populizem, to nima, to pusti, to. Zdaj, ko je dokončala, ko je objavila to knjigo, ne, so jo pa pospremili recimo ljudje z oznako, še ena knjiga o populizmu, ne. Skratka, populizem je postal popoln mainstream in mediji na nek način, ne, morajo, ne vem, če beseda konkurirati, ne, ampak so nekako soočeni zdaj, da pri podajanju dejstev, ne, pri podajanju informacij, pri podajanju novic in argumentiranih komentarjev morajo tu pravzaprav na nek način iti tudi proti populizmom, ki so v popolnem razrastu, ki so postali popoln mainstream. In zdaj mene zanima, kako ti recimo ocenjuješ moč medijev sploh dan danes, njihova verodostojnost, ko imamo poplavo vsega možnega, v kateri se težko sploh znajde kdo, ne? Težko vprašanje, Erik. Resni mediji moramo delovati po novinarskih kriterijih, po novinarskih standardih, moramo preveriti informacije, moramo stati za informacijami, morajo biti informacije verodostojne. In kar je dobrega pokazala ta zadnja zdravstvena kriza, v kateri še v bistvu še živimo, oziroma zdaj se počasi ukrepi rahljajo, je pokazala ravno to, kako pomembni so mediji, ki delujejo dejansko po strokovnih, standardnih kriterijih, novinarskih, kako objavljajo svoje zgodbe, kako pišejo, kaj so pokazali rezultati branosti v zadnjih 2 mesecih. Da je branost slovenskih resnih medijev, verodostojnih medijev, skokovito narasla. Mi recimo na Večeru smo imeli branost, na spletni strani smo prihajali do številke 400,000 edinstvenih bralcev. V času krize je ta številka narasla na, zdaj bom mogoče malce na pamet povedal, recimo 450,000, ne? Ampak ko pogledamo podatke po MOS-u, merjenju obiskanosti spletnih strani v Sloveniji, vsem medijem, ki so resni mediji, ki vlagajo v novinarstvo, ki imajo resne novinarje, jim je ta branost poskočila. Tukaj v tej kloaki, beznici, s čimer se soočamo na družbenih omrežjih, se je ravno nasprotno pokazalo, koliko ljudje dejansko še zaupajo resnim medijem, koliko so zanje pomembni pri podajanju informacij. In ravno ta zdravstvena kriza, ko so bili ljudje zaprti v svojih stanovanjih med 4 stenami, ko niso imeli nekega stika z zunanjim svetom, če lahko malce karikiram celotno zgodbo, so se naslanjali dejansko na nas, na resne medije, prebirali te novice. In kaj se je tudi pokazalo? Naš odgovorni urednik Matijas Stepišnik je rekel zdaj v tem času, ko so bili ljudje vsi doma, ko so imeli toliko časa, da toliko mnenj, komentarjev, kolumn ni prejel še nikoli. Ljudje so pisali, ljudje so hoteli pisati za medije, če govorimo o državljanskem novinarstvu, so hoteli podajati svoje komentarje, svoje kolumne. Je rekel, da toliko dobrih zapisov, da ni še nikoli doživel, res. Tako da, kaj ne rečem, kar pa govoriš o populizmu, pa vidimo, kaj se dogaja pred vsakimi volitvami. Razmah je fact-checkinga, preverjanja dejstev. To se je v zadnjih letih tako razraslo, obstajajo spletni portali, ki se samo še s tem ukvarjajo. Preverjajo dejstva populistične politike. In tudi na faksu se s tem dosti ukvarjamo, kjer sem tudi asistent.
Skratka, vračamo se v tisto back to the roots, vračamo se v osnove novinarstva, da preverjamo dejstva, da preverjamo citate novinarjev in mislim, da ta kriza je dejansko pokazala, da ljudje zaupajo resnim medijem in še to hočem povedati, kar si povedal o populizmu. Vsi se vedno sklicujemo na Twitter, na Facebook. Jaz mislim, da je to malce pretirano, da se toliko zanašamo na te družbene medije, ker dejansko svet je izven teh družbenih medijev. Če pogledamo v Sloveniji, koliko jih je na Twitterju, koliko jih je na Facebooku, to je majhna skupina ljudi, tisti, ki so pač se ne upajo izražati v javnosti, ki ne upajo povedati svojih mnenj, ki so skriti za svojimi ekrani in pljuvajo, brcajo po vsem, s čimer se ne strinjajo. Kaj sem zdaj hotel povedati? Ja, da to je to, no. Mislim, da dejansko namenjamo preveč pozornosti tweetom in objavam na Facebooku. In še to, prosti, zanimivo, ko sem imel na zadnji intervju z generalnim direktorjem RTV-ja, z Igorjem Kaduncem, sem ga ravno to vprašal, kako gledate na te stvari, non-stop vas napadajo, non-stop so neki tviti, zbirajo se podpisi, ne vem kaj. In ravno on je rekel, dajmo se malce ustaviti, dajmo malce pogledati drugam, gremo pogledati izven tega družbenega omrežja. Veste, koliko smo mi dobili pozivov podpore, pa recimo vsi, koliko je bilo teh pozivov, dajte podpreti zdaj medije v tej zdravstveni krizi, ko so se soočili v finančni krizi, dajte jih podpreti. Mi smo recimo na Večeru, dosti je bilo takih, ki so se dejansko naročili na našo digitalno izdajo zato, da bi podprli resne medije, ki se ukvarjajo z resnim novinarstvom. In jaz mislim, da tukaj bitka ni izgubljena. Tudi prej, kar je Špela govorila, ne, ko je bila prejšnja kriza 2008, 2009, 2010, so vsi govorili, predvsem tiskani mediji naslednje krize ne bodo preživeli. Ok, zdaj smo nekako preživeli, vsi zdaj stopicamo na mestu in probamo zdaj narediti korake naprej z različnimi ukrepi, ampak v zadnjih letih se mi zdi, Špela, tako kot si ti rekla, da se je zaposlilo prekarce, recimo tudi pri nas na Večeru, mi smo ravno pred krizo, jaz sem bil tako vesel, sem dobil, mislim, da 4 ali 5 novih mladih sodelavk, novinark, res mladih, ki smo jih redno zaposlili. Meni se je zdelo tako, sem bil prav vesel, da končno v novinarstvu, pa tudi vlaganje, ne, mi res smo nekaj v digitalni razvoj uložili, ne, in se mi je zdelo, da se vse tako premika v neko dobro stran, potem pa nas je udarila ta zdravstvena kriza in nas spet posedla na stole, da razmišljamo, kako naprej, kako bomo preživeli to krizo. Goran Vojnović, ne, pisatelj, režiser, kolumnist in tako naprej, prebral sem danes njegovo izjavo, povzela oziroma objavil je tednik Mladina na svoji spletni strani, ne, če želite podpreti kulturo, pojdite v gledališče, kupite karte, ne. Pojdite na koncerte, kupujte tiskane medije oziroma registrirajte se online, kot se reče, na spletu in tako dalje. Tega je veliko, ne. Kar se tiče podpore medijem, veste, da zdaj ta trenutek je protest pred RTV-em, ne? Ja, dejno, ko bomo tle zaključili, tam cirka 8:20, ne? Če že ne bomo zaploskali tipu pač ob njegovem prihodu na RTV, ne? Lahko mu prijemo zaploskati ob njegovem poskusu odhodu, kakorkoli že. Bomo videli, kako se bo razvijal ta simpatičen večer. Je res, ne, de facto, po neki osnovni logiki, tudi če vzamemo, tudi če smo naivni, pa pogledamo družbo, recimo našo družbo in rečemo, ok, je na nekih temeljih postavljena in ti temelji se ne zamajajo kar tako in to so dobre stvari, kar slišimo od tebe, ne. Po tej logiki seveda mediji bi morali pravzaprav prosperirati na nek način v času krize, ravno zaradi navedenih stvari, ne. Realnost je malo drugačna, v Sloveniji še toliko bolj prepletena s politiko, pa me zanima, kako vidva ocenjujeta ukrepe vlade v podporo medijem, lahko tako sploh rečemo. Kako ocenjujeta ukrepe? Ne? Ne moremo, ker jih ni. Ker jih ni. Kakšni ukrepi, o čem govoriš? Kot bi rekel kulturni minister, če hočemo van dati, moramo nekje drugje vzeti in zato vam ne moramo dati. In to je vezano na to, da bodo mediji prejeli samo 30% denarja že
Na odboru za kulturo je minister bil čist zgrožen, ker smo mi v teh naših predlogih ukrepov napisali, da zahtevamo pomoč medijem. In potem je čist nor tam in je rekel, kdo ste vi, da lahko zahtevate, a ne? In se mi zdi, da to je ta odnos, ki ga ima trenutna nomenklatura na Ministrstvu za kulturo. A ne, kdo ste vi, da lahko zahtevate? On je tudi rekel, da mediji niso v krizi, da je on prepričan, da ne bo noben propadel, da tudi v prejšnji krizi ni skoraj noben propadel. V glavnem, da jokamo za brez veze. A ne. In da bojo vsem vzeli in da ne pričakujemo kakšnega drugačnega obravnavanja. Ja, mislim, dejansko ne samo, da niso mediji nič dobili, v bistvu so jim celo vzeli oziroma bomo videli, kakšen bo izkupiček na koncu, ampak pač država, vse, kar namenja medijem, a ne, poleg pač, kar državljani namenijo RTV-ju, se pravi našemu javnemu servisu, je 2.600.000 evrov. Od tega 600.000 vsem pač tiskanim medijem in elektronskim medijem in 2 milijona programom posebnega pomena, se pravi radijskim in televizijskim programom. Od teh 2.600.000 so zdaj je zagotovljeno, da bo za projekte, ki so bili že odobreni, ministrstvo izplačalo zahtevke medijev, potem, ko bodo mediji že izvedli projekt in tudi založili denar za njega, v znesku 30%. S tem, da to so še, poleg tega je soudeležba medijev pač na tem razpisu za te projekte 50%. A ne, se pravi, medij mora izvesti projekt, se pravi v 100%, zagotovljenih pa ima 30% od polovice projekta, ki ga mora financirati vnaprej, torej založiti mora ta denar. Saj to je verjetno v kulturi, pač vsi, te razpisi so si zelo podobni. In to je to. To je vse, kar zaenkrat imamo. No, edina dobra stvar, ki se je še zgodila v lanskem letu, je bilo pa to, da se je znižal DDV na 5%, to pa je bila pozitivna stvar, no, in razširil se je ta, ne, tudi za elektronske publikacije, ki prej je bil pač zakon zastarel in je pisal samo za tiskane in pol elektronske niso, se pravi portali niso bili zraven in to je bilo ena taka razbremenitev finančna, rečemo, a ne, tiskanih medijev in portalov. To sem mogoče prej pozabila povedati. Ampak ja, zaenkrat ukrepov ni. Ničesar. Ne, da ni ukrepov, ne, tako kot si rekla, vzeli so nam iz razpisa, kolikor bi nam je pripadlo po odločitvi Ministrstva za kulturo. Vzeli. Na drugi strani oglaševalski prihodki so ponekod padli za polovico. Kaj se je zgodilo med karanteno? Ljudje so bili doma, niso mogli iti v trgovine, v trafike si po časopise, recimo, če gledamo tukaj tiskane medije. Kaj je še, mislim, da tudi javni sektor, ne vem, kako ministrstva lokali, pa to. To je bilo zanimivo, lokali, to je ena zanimivost med karanteno, ne, koliko je bilo teh mailov, pač, ker delam na spletnem uredništvu, smo dobivali dejansko od lokalov, ki so takoj odpovedali časopise, zato ker so morali zapreti vrata po dekretu vlade. In ko so oni zaprli vrata, so seveda znižali stroške, kar je normalno, takoj znižaš stroške, da boš preživel to krizo in večina lokalov je to storila, je se odpovedala naročnini. Pa vemo, kako je potem težko dobiti te naročnike nazaj. Tako da, kaj pa velja še zdaj, ne, recimo brez mask, zdaj bomo lahko hodili v trgovine, v lokalih pa še vedno časopisov ne smejo podajati, ker to je najbolj okužena stvar, ki se predaja od roke do roke. In tako da še tukaj je še en udarec, poleg, kot sem rekel, oglaševanja, poleg naročnin, poleg odpovedi naročnin, tako da je bilo udarcev toliko, pomoči pa nobene, vzeli pa so nam, dali so pa drugim.
poleg tega pa se najema svetovalce po 20.000 evrov do konca leta, tako da za te ljudi pa je denar. Da o malverzacijah za zaščitno opremo niti ne govorimo in tako dalje. Dobro. Jaz imam tukaj neke podatke, pa jih zdaj trenutno ne najdem, pa tudi ni pomembno, treba je sam na celotno stvar gledati v nekem širšem, torej recimo evropskem kontekstu. Imamo primere drugih evropskih držav, recimo Švedska, ne, in tako naprej Nemčija in tako naprej države, Avstrija, ki v času krize prepoznajo pravzaprav vrednost, oziroma rečemo tako, vrednost pravice javnosti do obveščenosti in grejo in sprejmejo ukrepe, da medijem pomagajo finančno, zato da mediji preživijo, ker če bomo prišli do te točke, da na to pozabimo tukaj, potem smo res uriti, pardon besedi, ampak pač, ne. Ja, dobesedno, mislim, to je za majhne trge še toliko bolj pomembno, kot za velike trge, ker veliki trgi, na velikem trgu ti tudi malo lažji prilagodiš neke strategije, je vseeno te bazen nekih potencialnih prihodkov, naročnikov je večji, lahko narediš neke nišne produkte, lahko narediš neke, ne vem, naročniške klube, lahko ponudiš neke dodatne storitve, ker so tudi mediji toliko večji, da imajo zaledje nekih, mislim, bistveno bolj razvejano tudi to strukturo, kaj vse lahko v bistvu bralcu, gledalcu, poslušalcu nudijo. V Sloveniji to ni mogoče, zato ker so tudi mediji enostavno, ne vem, kakšen ima Špigel, takrat, ki je bil urednik, tukaj je eden Špiglov, ne vem, koliko 100 ljudi samo za fact-checking, Mislim, toliko ljudi, to je največja slovenska, naprimer, redakcija v tiskanih medijih, je celotna redakcija, ne samo, da bo nekdo preveril dejstva. In mislim, ni tega zaledja, poleg tega je pa, kaj češ na tem trgu 2 milijonov narediti, Vsi so, mislim, mediji so še toliko bolj izpostavljeni na takih majhnih trgih, zato bi mogla, plus tega je pa vrednost tega, da imaš ti informacijo lokalno v svojem jeziku, da imaš ti novinarje, ki poznajo situacijo, ki poznajo akterje, ki imajo vire in vse, mislim, to je neprecenljivo, mislim, to, da imaš medije in novinarstvo v svojem, mislim, kaj, ali bomo samo še imeli breaking news in copy-paste in bomo povzemali tele svetovne agencije, kaj, še celo za domače dogodke, mislim, kdo bo sploh še financiral slovensko novinarstvo in kako? Ukrepe, tako kot si ti, Erik, povedal, zdaj smo govorili o Nemčiji, Avstriji, dobro, tukaj govorimo o resnih državah, Slovenija očitno še ni resna država. Radi se primerjamo Švico, Skandinavijo, tudi tukaj se ni zdaj najboljše primerjati, ampak poglejmo recimo Romunijo, poglejmo recimo Portugalsko. Kaj so tam vlade naredile, da so pomagale stebru novinarstva kot neke pravice do obveščenosti, ustavne pravice, ki je vse posod zapisana, odkupili so oglasni prostor, da so lahko financirali medije preko oglasnega prostora. Zdaj, da se ne bi kdo spomnil to v Sloveniji, ker se bomo strašil, ker se spomnimo, kaj se je zgodilo pred 10 leti, ampak neke ukrepe so sprejeli in to na Portugalskem, recimo lahko nekako primerjamo Slovenijo ali pa Romunijo, so sprejeli takšne ukrepe. Pri nas pa ukrepov ni. Pri nas vsa združenja, društva, vse interesne skupine prosijo, zahtevajo vlado, da nekaj stori za ta medijski prostor, ampak posluha ni, enostavno ga ni. Se ne gre, bom jaz malo bolj direkten, si dovolil biti, se ne gre za to, da prvo ni vse v trgu, bomo zdaj malo o politiki govorili, drugo, ne da ni ukrepov oziroma da ni posluha, trenutno... Nova 24 je pa dobila popust. Kak popust? Ja. Pri oddajanju preko RTV. Ja, tako da... Preko antenskega sistema. To, da nihče ni nič dobil, to ni res. A viš, da ni slabo vse, To je objektivno novinarstvo. Pri odkupu oglasnega prostora, da se bojim, če bi prišli na podobno idejo. To upravičeno, ja. To vlado vodi stranka SDS, ki je že v preteklosti velikokrat in tudi dan danes, skoraj da ne mine, dan ali pač teden, da ne izraža seveda pač svojih mnenj, stališč, prepričanj, demagoških, o tem, da so mediji levo usmerjeni in komunistični, poznamo vse te stvari, ne rabim zdaj tega le preveč naštevati, ker je tega enostavno preveč. Dejansko, ne da ni posluha, dejansko nas jemljajo za sovražnike. Absolutno.
In zdaj se je treba pač vprašati, v kakšnem okolju pravzaprav mi tukaj delujemo. Ne? Mislim, a moramo mi pravzaprav, in bomo prišli do tega, ko bomo govorili o strategijah, ta vprašanja vaju še čakajo. Ampak... Koliko je ura? Ne, ni še. Pridemo do strategij. Ne, ampak je pa, ker ne gre samo za to, ne? Gre za toksičnost pravzaprav vsega skupaj, gre za grožnje, gre za tožbe, gre za potikanja, gre za diskreditacije, in vse to se seveda potem vali in prerašča v verbalno nasilje oziroma dejansko nasilje na novinarke in novinarje, medtem ko opravljajo svoj poklic. Maribor, Nova Gorica in tako dalje in tako dalje. Jaz kar opažam zdaj to zadnje obdobje, ne zadnje 2 meseca recimo, ne, mogoče se motim, boste vidva povedala, ampak se mi zdi, da so odzivi iz tujine, ne, torej iz organizacij, kakor je EP, kakor je IFJ, International Federation of Journalists in tako naprej, pa tudi od naših kolegic in kolegov iz tujine, ne, da so pa tokrat reakcije, odzivi iz tujine, skratka iz Evrope, veliko ostrejši, in da jih je tudi veliko pogostejši, veliko več jih je, kakor jih je bilo prej. Zdaj ne vem, ali moja percepcija napačna? To samo pomeni, da dobro delamo. Ne, tvoja percepcija. Ne, nismo tle, da si pihamo na dušo. Hočem vedeti, zakaj je zdaj to prepoznano v Evropi, kar se tle dogaja. Da definitivno, mi kot društvo novinarjev smo naprimer v teh zadnjih 2 mesecih intenzivno obveščali mednarodno javnost. Obveščali IPI, obveščali Evropsko zvezo novinarjev. Veliko je naredil Blaž Zgaga, ki je res prava zgaga in takrat, ko je dobil tisto grožnjo od tega kriznega štaba, tako imenovanega in pol ukinjenega, je v bistvu tudi on naslovil. On je zelo dober v naslavljanju mednarodnih inštitucij, je tudi on takrat upozoril vse možne, on ima bolj z Reporterji brez meja v bistvu navezano. Mislim, se mi zdi, da smo po različnih kanalih komunicirali na najrazličnejše načine, zato ker smo res ocenili, da je to potrebno. Ker dokler že itak je bilo prej, mislim, že prej je bila situacija grozna, ko smo dobili portale Nova 24, mislim, vse te farme trolov, mislim, anonimnih Twitter računov, Facebook profilov, vse te svinarije, ki se je zlivala in seveda tudi na Twitterju odzival Janeza Janše. Ampak ne glede na to, on je bil prej vseeno vodja opozicije, oziroma največje opozicijske stranke, ni bil premier države. In se je ta stvar vseeno zdaj bistveno spremenila, ko v bistvu z pozicije moči kot predsednik države nekdo, mislim, Hojs je imenovan bil za ministra in tako naprej. Mislim, to je zdaj že zelo, mislim, se mi zdi, da so razsežnost in resnost vsega tega, kar se dogaja, se je intenzivirala. In mislim, da je to prepoznala tudi mednarodna javnost. Ja, to, kar ti omenjaš, Pela, kar se je obveščalo, ampak poleg tega je pomembno še eno dejstvo, in sicer, da v zadnjih letih je bil fokus v ta del Evrope bil usmerjen na Madžarsko. Vemo, kaj se je dogajalo na Madžarskem z ustavnimi pravicami, sodstvom, z mediji, z nevladniki, z vsem, kar se je dogajalo na Madžarskem. In mislim, da je tukaj tudi pomemben moment, da je naš predsednik vlade tesen zaveznik Viktorja Orbana, da se je tukaj samo nek fokus obrnil iz Madžarske na Slovenijo in da so začeli tudi iz drugih držav bolj spremljati to povezovanje, te podobne ideologije, kaj počnejo, in mislim, da je tudi to pomembno vplivalo na to, da Evropska mednarodna skupnost govori o Sloveniji in o novinarstvu in o pritiskih na novinarstvo pri nas. Da gremo biti malo samokritični. Jaz vam bom povedal eno stvar, ki se pač tiče mene še takrat iz RTV-ja, ne gre za pranje umazanega perila, ta stvar je bila konec januarja 2015 zelo v ospredju, pa vas bom spomnil. In v bistvu bom navedel to zgodbo zaradi tega, ker hočem 2 stvari tukaj poudariti. Bom probal biti kar se da kratek.
Koalicija sovraštva, moj dokumentarni film o neonacističnih, rasističnih skupinah, ne, njihovih povezavah med drugim tudi stranko SDS, ne, je šel januarja 2014. Ne. Potem se je mene lotil točno 1 leto kasneje preganjati, oziroma imel sem zaslišanje na posebnem oddelku državnega tožilstva za pregon pooblaščenih oseb in to je bilo vrhunsko. Jaz sem dal potem za medije, pa tudi takisto za RTV eno izjavo, prispevek je pripravljala vrhunska kolegica, če se mene vprašam, Metka Majer, o celi tej zadevščini. Ne? Skratka, ponovno, tako kot pri Anuški Delić, ne preganja se nas novinarje, ne pa tiste, ki smo jih mi pravzaprav razkrili, ne? Med drugim Črnčeca, Damirja, ki je kot direktor Sove pod prejšnjo Janševo vlado zelo argumentirano, lahko to rečem, ščitil desničarske, rasistične in tudi neonacistične skupine. Ne? Skratka, jaz dam izjavo tudi z RTV januarja 2015, v kateri rečem ravno to, ne? Kako je bizarno, da pravzaprav se preganja nas, ne pa tiste, ki bi se jih dejansko moralo klicati na neko odgovornost, takšno ali drugačno. Izjavo sem dal tudi za druge medije. Drugi mediji so to objavili. Bil sem, pač povem, na naslovnici Dela, ker je bilo to prepoznano kot nekaj pomembnega, zaradi tega, ker je Janša takrat potem tweetnil, da sem jaz nek potencialni terorist in tako naprej. Ne? Ta zgodba je bila vse povsod, razen na RTV-ju. Na RTV-ju so se nadrejeni ustrašili in niso hoteli objaviti pač tega prispevka od Metke Majer, zaradi tega, ker je treba za voljo uravnoteženosti imeti notri v temole prispevku tudi Janšo. In jaz in Majerjeva sva gledala, pa dobro, čakaj malo, mislim, zdaj ti hočeš imeti v temu prispevku nekoga, ki bo govoril o meni, da sem potencialni terorist. Zgodba je vendarle drugje. Ne? In na koncu se je zgodilo pravzaprav to, da je RTV 3-dnevno ali 2-dnevno zamudo šele objavil ta prispevek. Jaz to ne govorim, zato ker bil jaz čustveno nekaj znerviran zaradi tega. Meni je ta primer veliko povedal. In tukaj načenjam 2 stvari. Ne. Gre se za to, da pač kolegica, ki je bila takrat urednica dnevno-informativnega programa, torej Deska, je bila Mojca Pašek Šetinc. Ne. Dokler pač tudi ona ni doživela nečesa podobnega, torej odslužena prostitutka, mislim, da je to njej tvitno, ne? Pač morda ni vedela, kako pravzaprav nizko grejo te stvari. Te stvari bodo vedno šle nizko in še nižje, dokler bodo novinarji in novinarke dajali vtis, da se bojijo teh nekih političnih veljakov oziroma katerekoli oblasti, ne? Ker več, ko je tega strahu, večja bojo poniževanja. In jaz mislim, da RTV to konstantno doživlja, da je konstantno v tej nekile spirali, ne, ker se je vedno treba držati nazaj, vedno poskušati biti nekako priden, nekako boga boječ, ampak potem seveda sledijo neke sankcije. To je ena stvar, ki bi jo rad poudaril. Vprašanje bo, zakaj je pravzaprav toliko strahu prisotnega tudi pri novinarjih in novinarkah, ki imajo stalne zaposlitve in tako naprej. To gre onkraj tega mojega primera. Ne. Drugo kot drugo, veste čemu tudi velikokrat služijo tile tviti? Kaj imamo skupnega jaz, Carlova pa Paškova? Ne. To, da smo, Evgenija Carl pa jaz, imava skupno to, da sva poročala o povezavah SDS-a s skrajno desnimi skupinami v Sloveniji. Jaz že omenjeno koalicijo sovraštva. Evgenija Carl je pa naredila prispevek o Facebook skupini Legija smrti, kjer je bil tudi upodobljen pač Rupnik. Ne? Član te skupine je bil med drugim tudi Branko Grims in tako naprej. In kaj se potem zgodi? Ne? Jaz dobim tweet, da sem potencialni terorist, ona dobi tweet, da je odslužena prostitutka, tako isto tudi Mojca Šetinc Pašek, in potem se mediji velikokrat ukvarjajo samo s tem tweetom oziroma s temi tweeti. Ne? Dejansko zgodbe, ki smo jih mi razkrivali, nekako zamrejo, v ospredje stopijo neke popolnoma druge zgodbe. Jaz mislim, da se velikokrat novinarji tukaj ulovimo v neke zanke in da podležemo tukaj nekim zelo cenenim diverzijam,
poskusom spreobračanja pozornosti in tako naprej. Ne. V mojem primeru se ni bilo treba ukvarjati z mano, ali sem jaz potencialni terorist ali ne, kakor tudi v njunem primeru ne, ali sta odsluženi prostitutki. Vsi vemo, kaj to pomeni, vemo, za kakšne napade gre in oni dve sta se odločili za tožbo in verjamem, da na koncu bosta tudi zmagali. Poznamo te malverzacije trenutno, ki se odvijajo. Ne. Ampak nasankamo pa prepogostokrat. Ne. Zdaj, jaz sem tukaj veliko stvari povedal, pa bi rad slišal vajina komentarja. Mi se trije nikoli o tem nismo prej pogovarjali, sem rekel, bom soočil tukaj. No. Kakšna sta vajina pogleda? Kdo je zadnji govoril? Ti, ne? Jaz, Erik, kaj naj ti povem, ko si ti imel težave, smo o tem poročali. Takrat sem bil na Dnevniku in smo intervju karkoli in pisali o tem. Tudi mi smo takrat potem s kolegico Meto Roglič povzemali to zgodbo. Pisali smo o tistih znamenitih poročilih, ki so prihajali iz Sove do vlade in ki so se zgubljali do državnega zbora. Tako da jaz karkoli drugega, mislim, mi smo te zadeve pokrivali. Ne, a je to izpadlo napačno, to ni bil zdaj napad, brate. Ne, razmišljam, kaj bi ti povedal, ne? Mislim, tisti, ki smo stali za temi zgodbami, ki smo hoteli te zgodbe raziskati, smo jih raziskali. Zdaj, če smo se ukvarjali s Twitterjem, če so se nekateri s Twitterjem ukvarjali, danes se prepogosto ukvarjamo s Twitterjem, še dobro, da imamo novinarske konference, še dobro, da politiki ne sporočajo samo še preko Twitterja in da bi samo še to embedali v svoje članke, ampak mi smo takrat celovito delali, sej, ne vem, tudi jaz sem bil, ko sem poročal o madžarskih povezavah, sem postal kar naenkrat pijanec, pa vse moje fotke ta boljših vin so bile kar naenkrat v škandalu 24, pa pred volitvami, ko smo še enkrat razkrivali te zgodbe, kako so prihajale finančne injekcije z Madžarske, sem dobil mail, kako sem jaz prišel do stanovanja in da sem na čuden način kupil stanovanje in verjetno so mislili, da sem preko iranskega denarja dobil, čeprav sem zakreditiran za 25 let. Ne vem, kaj ti reči. No, mi smo takrat, kot si rekel, Delo je pokrivalo tvojo zgodbo, mi smo pokrivali, zakaj se je dogajalo na RTV-ju s temi, ki imajo redne službe, zakaj niso razkrivali, težko karkoli. Ti bom dal takoj besedo, jaz upam resnično, da ni izpadlo to kakorkoli narobe, ne vem, koliko dobro sem formuliral, seveda ne gre za nobeno zamero ali karkoli do katerihkoli kolegov. Razmišljam, kaj bi odgovoril. Meni bom postavil, bom še tebi postavil vprašanje, pa v enem stavku, ne. Ali meniš, da pri teh tvitih žaljivih, ne, resnično žaljivih, tukaj imam bolj Evgenijo Cal pa Mojco nekako v vidu, ne, morda ne gre tukaj samo za to, da je treba žaliti in diskreditirati, recimo tudi, ko je kolega dal tukaj, mislim, ko je Blaž dal primere, ne, meni se zdi, da gre za preusmerjanje pozornosti od zgodb, ki jih mi o njih razkrivamo. Ne. Ja, prosti Špela, ampak mislim, to se dogaja spet, kot sem prej rekel, na družbenih omrežjih, to se tam širi, to se tam retvita, to se tam hecajo, to je, mislim, gre tudi za resne, hude obtožbe, diskreditacije. Ampak jaz mislim, da ravno v teh resnih medijih tega ni toliko, no, tega, da bi se to še potenciralo, da bi jim dajali neko odmev. To se dogaja res v teh mehurčkih, kot jim danes pravimo, in mislim, da smo preveč zagledani v te stvari. Jaz mislim, da je zunanji svet popolnoma drugačen, kot je na družbenih omrežjih. Upam in si želim, da je tako. No? Ja, mislim, po eni strani je to res, ne, kar govorita, da mogoče in da tudi čujemo, ne, s tem, ko dajemo pozornost, ko v bistvu preko svojih kanalov potem obveščamo javnost, ne, zgodilo se je to pa to, obsojamo in tako naprej, na en način tudi čujemo te glasove. To je res, ne. Ampak na drug način, jaz, ko se pogovarjam, ne vem, z žrtvami teh kampanj, rečemo, ne, na teh portalih, ali pa pač preko družbenih omrežij, ali pa celo na osebne telefone, ne vem, pošiljanje SMS-ov, na osebne številke, kričanje na ulici za ljudmi, ne vem, Gregor Repovž mi je rekel, da redno kričijo ljudje za njim po ulici, ga žalijo, ne vem, ob njem so otroci. Mislim, to so res neprijetne stvari. Mislim, ne vem, jaz sem govorila z kar nekaj novinarji na to temo, no, in tudi to, ne, naprimer ženske novinarke, ne, več ali manj so deležne
zelo ogromno diskreditacij ali na njihovo pač na spol ali pa na njihovo zunanjost, ne. Ti grda, ne, to ni nesposobna, ne, seveda tudi nesposobna, ampak kuzla, grda, stara, mislim, ne. In ko to poslušaš iz dneva v dan in ko ne vem, imaš gosta, ki je rečemo iz desnice, a ne, in potem sledi, ne, itak ne moreš narediti prav, ne, ni šansa, ne, karkoli bi ga vprašal, razen če bi ga skozi samo hvalil in mu govoril, da je najboljši, največji in ne vem kakšen, mogoče v tem primeru bi bili zadovoljni, ampak potem se sproži ta kloaka, ne, vseh teh sporočil na Twitterju, na Facebooku, mislim, številni novinarji, ko to poslušaš iz dneva v dan, ne, ko to gledajo lahko tudi, ne vem, na portalih, ki so javni, ne, gledajo tudi to tvoji sorodniki, tvoji sosedi, tvoji, ne, to vseeno dolgoročno vpliva na človeka, ne, oziroma enostavno, sej ne, da ne bi več delal določenih zgodb ali pa, da bi se resnično bal, čeprav tudi tukaj, tudi tako daleč pride, da jaz mislim, da na trenutke se ljudje tudi resnično bojijo, ampak, kako bi rekla, tako kot je rekla ena zelo znana novinarka in voditeljca, je rekla, enostavno ne greš z veseljem v službo. A ne, zagravža se ti, ne, enostavno zgubiš veselje do dela, če si nenehno izpostavljen takim negativnostim, a ne, in to se definitivno dogaja in jaz mislim, da ne glede na to, da in to se dogaja povsod, ne, to spletno nadlegovanje, ne, je dejansko svetovni problem in ni problem samo v Sloveniji in številne mednarodne organizacije, novinarske in druge, tudi na področju nevladnih organizacij, ki so tudi v bistvu velikokrat tarče tega spletnega nadlegovanja, to je res problem in se razvijajo protokoli, načini pomoči, solidarnost, psihološka pomoč, mislim, pravni odzivi, to res niso toliko nedolžne zadeve. No. In jaz vseeno mislim, da moramo na njih opozarjati in da moramo biti skrajno kritični in mi tudi vedno pozovemo novinarje, da ne prijavljajo grožnje, zato ker tudi nikoli ne veš, kdaj bo ta klima, mislim, pa se je že dovolj, da te nekdo verbalno, mislim, zakaj bi mogli biti novinarji pri opravljanju svojega dela, zakaj je to normalno poklicno tveganje, da te bodo žalili, ti grozili, te nadlegovali, a ne, v tem rečemo virtualnem svetu ali pa celo že tudi v fizičnem svetu. A to je normalno? A pri drugih poklicih je tudi tako? A to je normalno, da mora biti novinar dejansko izpostavljen vsemu temu, samo zato, ker je novinar in ker v skladu z zakonodajo, etičnimi standardi pošteno opravlja svoje delo. Mislim, meni se zdi, da to ni normalno in da absolutno moramo biti do tega kritični in tako, kot rečemo v družbi, da imamo ničelno toleranco do nasilja, ne, to je nasilje. In moramo imeti ničelno toleranco do nasilja, ne moramo dovoliti, da to postane nova normalnost in ignorirati, ne, zaradi tega, ker jaz mislim, da smo še preveč ignorirali in da je zato kot celotna družba na vseh, sploh ne mislim samo v novinarstvu in v medijih, ne. Tako da, ja. Da ne bo kdo mene narobe razumel, seveda je treba obsoditi take stvari in so res grozne, kar se dogajajo v našem poklicu in še posebej, ko se zgodijo na cesti in ko se zgodijo v živo, ko se preselijo iz tega virtualnega sveta v resničnost. Samo dva primera. Kolega novinar, zdaj ga ne bom poimenoval, preiskovalni novinar, mi je pred kratkim sva se pogovarjala, dosti groženja doživljal v zadnjem času in kaj mi je rekel, otroka ne puščam več samega pred blok. Hodim se z njim igrati, otroka nočem, da je sam pred blokom. Drugi novinar, kolega, pred zadnjimi volitvami dobival je SMS sporočila in ko je on odprl ta sporočila, je bilo jokanje v teh sporočilih.
grozno. Mislim, ali je bilo to iz kakšne vojne ali iz nekega nasilja. Res, mislim, ko dobiš takšne stvari in ko takšne stvari slišiš, in on je dobival te SMS-e neprestano, MMS-e, da je bil audio še zraven, ko si on to zavrtel, je nekdo non-stop jokal. Mislim, to je res grozno, da doživljaš take grožnje, takšne napade, takšne pritiske. In vprašanje je, kaj je bilo preden so bila družbena omrežja, ali je bilo toliko tega gneva, toliko tega neodobravanja, toliko teh pritiskov, ali je bilo to skrito za 4 stenami, ali je zdaj z družbenimi omrežji še tega toliko več, ali ga isto kot prej. Vprašanje je, skratka, kaj sem hotel povedati, obsoditi je treba in najbolj grozno je takrat, kadar ta retorika, ta način, to je modus operandi trenutno vladajoče politične stranke. To je bil modus operandi njihov že prej. V bistvu so vzpostavili portale, na katerih se so se konstantno izvajale te sramotilne. Tam imamo novinarji svoje ključne besede. Po ključnih imenih od novinarjev greš in prebereš članke. Mislim, to so res načrtne sramotilne kampanje, nekdo je ta portal vzpostavil, nekdo je o tem razmišljal, nekdo ga je načrtoval, nekdo ga je financiral, nekdo mora skrbeti za kontinuirano financiranje, ker itak niso te portali v bistvu komercialno vzdržni. Torej, tukaj je premislek, racionalen premislek za to, da se v bistvu sistematično sramoti ljudi, ki so kritični, drugače misleči, določene družbene skupine. Jaz mislim, in to je v bistvu iz tega delovanja je zrasla v bistvu... Recimo, če bi se samo še to, če bi Erik ti verjetno v Google tipko svoj ime in priimek, verjetno bi bili zadetki ravno o tem, kar zdaj govorimo, in začnimo razmišljati, če bi ti iskal službo nekje, če bi bili večja država, kjer te ne bi poznali, ne bi delodajalec v tipko tvoje ime in bi prebral zadeve, kakršne so bile o teroristih in tako dalje. In tukaj tisti, ki so, ne vem, medijsko še nepismeni, ne spremljajo toliko medijev, bi takim stvarem verjeli in bi imel težave v prihodnosti. Normalno. Glej, ampak absolutno se strinjam. Samo ena stvar, ne smemo biti naivni. Ni, da to doživljajo samo recimo novinarke in novinarji. To doživlja LGBT skupnost. To doživljajo vsi, ki so tujci v tej državi, ko absolutno ni pomembno kdo si v tej Sloveniji, kaj si prišel sem delati, nego skje si in tako naprej. To vrstne napade seveda ne doživljamo samo mi. Mi jih doživljamo več. Ok, prav, v redu. Ampak ne smemo biti naivni glede tega. Dejansko, če boš ti odpiral kontroverzne zgodbe, če se bomo mi ukvarjali s kriminalom ali pa političnim spletkarjenjem in tako naprej, kupčevanjem in tako, vse to, kar razkrivamo, kar si ti razkril z Banja Luko, pa jaz in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Meni je samoumevno, da bom prej ali slej postal tarča nekih političnih in siceršnjih napadov, absolutno. Meni je tudi neki neonacist pijan grozil, te bom pretepil enkrat in kaj je dobro, tepi me. Mislim, Andrej Šiško me je tožil, ampak to je bilo celo vrhunsko. In tako dalje. Mislim, jaz vem, da te stvari se nam dogajajo, mi moramo biti to, kar jaz zdaj hočem tukaj reči, mi moramo biti pametnejši od tega. Mi moramo se tudi zavedati, da imamo neko moč, takrat, ko stopimo recimo skupaj. Jaz pogrešam malo te solidarnosti, se bom kratek, ampak hočem reči tole. Kar je mene najbolj prizadelo na RTV-ju ob vseh teh stvareh, ki sem jih prej rekel, ko je prišla ena mlajša kolegica do mene, takrat, ko mi RTV ni najprej hotel dati odvetnika. In je rekla, zakaj bi jaz odkrivala neke tovrstne zgodbe, če bom na koncu ostala sama. Što je to? Ampak ne morem pa to pripeti ob bok temule, kar jaz mislim, da je strah, ki reproducira strah in se ne vrti v tej spirali. Velikokrat imaš ta vprašanja, jaz sem res ta vprašanja zasledil na RTV-ju od številnih ljudi. Kaj pa bo, ko bo Janša prišel na oblast? To, kar mu boste dovolili, samo to in nič več. Ker enostavno jaz razumem tale strah, oziroma razumem položaj konkretno stranke SDS. Pozicija moči temelji na iluziji,
da se je treba te stranke bati. Jaz sem bil tarča strani njihovih poslancev, Gorenak, Grims, Šircelj in tako naprej, v parlamentu kazali moje slike in tako naprej. In vemo, kaj to pol, kam to sledi, rulja, znori in tako dalje in me lahko marsikaj doleti. Prav, v redu. Ampak jaz sem šel v Ljubljani, sem šel mimo vseh treh teh ljudi in so vsi gledali v tla. So me videli in pol jim je bilo malo nerodno in tako sem se mislil, razumeš, ne? Če že imamo to vrstne situacije in imamo jih in zadeve se slabšajo in je res, in jaz ponavljam, upam, da nisem prej morda kaj napačnega rekel, da bi bilo to napačno razumljeno, sam tega strahu, avtomatičnega strahu pred oblastjo, jaz pač enostavno smatram, da tak strah v novinarstvu, ta fobija pravzaprav v novinarstvu nima kaj početi, ne. Naloga recimo morda dotičnih organizacij povezanih s tem Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije in tako naprej, mi novinarke in novinarji skupaj, ne, se napišejo odzivi, spremljajo se odzivi se zberejo, spremljajo se grožnje, spremljajo se vsi ti napadi, objavijo se odzivi grejo v tujino, ne. Ampak zakaj se enkrat ne dogovorimo, pa imamo zahteve usmerjene na kulturnega ministra, prebrane v skvotirani avli Ministrstva za kulturo za en dan. Zakaj recimo nimamo tiskovnih konferenc pred sedežem stranke SDS, če je to jasen vir napadov na nas. Če oni nas ponižujejo z imeni in priimki, nas napadajo, kar potem vodi v vse, kar je bilo opisano, zakaj ne gremo do virov pač tega, rečemo zla, oziroma teh pač kakorkoli to definiramo, in zakaj se ne soočimo potem s temi ljudmi? Ker zame so ti ljudje strahopetci. Ta glavni strahopetci. Ja, jaz se strinjam, da mi smo delali anketo glih pred to korona. Zdaj ne bi citirala odstotkov, ker bom ziher kaj narobe rekla, ampak tako smo nekako probali izmeriti ta angažma, kakšen bi bil za to, da bi novinarji, se veste, novinarska stavka je bila pred 20 leti že skoraj, ne, in še takrat niso vsi novinarji stavkali. Tako da novinarji so zelo egocentrični, težko jih je povezati v neko skupnost, mi tudi skozi opažamo tako upadanje števila članov društva, ko organiziramo novinarski festival, ne vem, imamo vedno nekako enako število, tam 100-150 ljudi, vrti se ena in te ista, rečemo, publika. Tako da ta mobilizacijski potencial v tej novinarski skupnosti je tako vprašljiv, bom rekla. Tudi ko redakcije so med sabo, zelo težko je najti ta skupni imenovalec, ki bi v bistvu združil v zelo širokem, široko skupino ljudi. Zadnja stvar, rečemo taka, je bilo tistih slavnih 571, peticija, ki so jo podpisvali res vsa velika in slavna novinarska imena, ki sta jo Blaž Zgaga in Matej Šurc sicer lansirala. Tako da težko je to in se strinjam, da je te solidarnosti vsekakor ful premalo. Po drugi strani bi pa jaz rada opozorila še na eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, in to je to, in to vidimo tudi, mi smo prevedli en protokol, ki ga je IPI naredil za odzive na v bistvu, to je mednarodni inštitut za tisk, ja, nisem zdaj. Press Institute, ja. Da ne bomo neke kratice govorili, pa ne veste pol, kaj pomenijo. In so naredili ta protokol na podlagi dejansko dobrih praks različnih evropskih medijev, tako da niso si ga zmislili, ni neka akademska zadeva to, ne. In ful pomembni pri tem odzivanju na napade so delodajalci.
Se pravi, uredništvo kot celota, seveda za podporo, ker mora biti tukaj tudi finančna in kadrovska in vsa ostala, zato da ti lahko vzpostaviš en mehanizem znotraj uredništva, da se ta človek, ko je napaden, ne počuti sam, da ve, na koga se lahko obrne, da ve, kaj lahko pričakuje, da ve, da ga bo uredništvo vzelo v bran, da ve, da bo dobil psihološko pomoč, da ve, da če se sam ne zmore več odzivati, ker je tudi pač čustveno preveč upleten, da bo to prevzel nekdo drug, da bo tako kot ti v tvojem primeru, šele potem na pritiske nekako je bilo jasno, ker si bil takrat prekarci in verjetno tudi nisi bil najbolj priljubljen novinar na RTV-ju, za kakšnega drugega bi mogoče celo hitreje skočili, ampak dejansko ti niso oni ponudili pravne pomoči oziroma zastopnika, v bistvu tvojega zagovornika. In tukaj je še toliko enega prostora za izboljšanje, da se naredi neki. To je treba narediti celostno, to ne more biti človek prepuščen takrat, ko je napaden sam v sebi. In tako je pri nas. V bistvu mi se odzivamo kot stanovska organizacija, kadarkoli se lahko, verjetno se ti človek lahko obrne na neke svoje prijatelje, ampak neke sistemske podpore pa nima. In to je zelo velik problem, ker novinar ni napaden kot oseba, novinar je napaden kot delavec, ki je takrat upravljal delo, in delo za nekoga, ki od tega, ki je njegov produkt, ki od tega živi, mislim, ki ima dobiček ali pa zgubo, jaz ne vem, odvisen, kako zna upravljati svojo lastnino. In dejansko je delodajalec odgovoren za to, da poskrbi tudi v primeru napadov za svojega delavca, dobesedno. In to bi res rada poudarila, ker te znotraj uredniške podpore novinarji v Sloveniji ne dobimo. Zdaj je bilo nekaj malo bolj odločnih odzivov RTV-ja, ki sem jih bila jaz zelo vesela, ampak vedno tudi Evgenija Carl in Mojca sta sprožile tožbe in jih financirale same. Ni bila to neka skupna, potem šele, ko jim je bilo ponujeno v bistvu tudi neka pomoč. Tako da novinarji so zelo prepuščeni tukaj sami sebi in to je problem. Je pa en zanimiv moment, ko si omenjal to zbiranje protestniški duh, kar si Špela pozabila omeniti in je zanimivo, kaj se je dogajalo takrat ob Charlie Hebdo zgodbi. Takrat se pa nas je kar nekaj zbralo, ko je šlo za eno sicer zelo žalostno, tragično zgodbo, ki se je zgodila v Franciji. Takrat zanimivo se nas je kar nekaj zbralo na Prešernovem trgu in smo zakorakali do francoske ambasade in izkazali podporo. Na drugi strani pa, kar to praviš, Erik, redakcije uredništva so že tako kadrovsko podhranjeni, da ljudje dejansko za kakšne takšne akcije ali si ne upajo vzeti časa, ali si ne morejo vzeti časa, ali ne morejo zapustiti, ker si mislijo, nekaj moramo narediti, da bomo jutri išli. In res toliko nas je malo na teh medijih, da dejansko je vsak pomemben v tej verigi. Mogoče pred leti je bilo več zaposlenih, so imeli več časa, lahko so šli na teren, lahko so protestirali. Danes pa se mi zdi, da so, govorim kot en možen razlog, zakaj se ljudje ne zbirajo oziroma ne protestirajo, kot si ti rekel, zaskvotajo Ministrstvo za kulturo, ker dejansko nimajo časa, imajo družine, delajo od jutra do večera, hočejo priti domov, hočejo opraviti svoje delo, nadrejeni jim nalagajo delo. Skratka, ta proces, ta tekoči trak je že tako je razmahnjen, da ljudje dejansko najdejo nek čas za neko aktivistično delovanje, da bi se uprli nekim praksam, ki se dogajajo v prostoru. Meni se zdi zdaj, recimo, ta ključen mi je trenutek, ki ga imamo zdaj v Sloveniji. Veliko ljudi je nezadovoljnih, da imamo Janševo vlado. Jaz vidim tle neke potencijale ipak. Pa to je res. Mislim, vsi mu očitajo, da nas deli. Ma kje on združuje narod? Pa to je dejstvo, pol pretekle zgodovine. Skratka,
Zdaj imamo tukaj, zdaj res imamo priložnost. Danes se ljudje zbirajo, so se zbrali, mi bomo tudi odkorakali, verjamem tja, pred RTV-jem tudi kot podporo. Ne? Jaz lahko recimo, govoril sem prej o tem strahu, ki je zasidran notri in povedal jasno mnenje, da tega strahu pač ne morem niti dejansko razumeti, niti podpirati. Ampak zdaj imamo neko priložnost, da pravzaprav skozi civilno družbo, ki je postala zelo aktivna, kajti ta vlada je naredila en velik uspeh. Ona napovedala je vojno civilni družbi in napovedala je vojno naravi in kaj češ boljšega in nas povezala skupaj. Ne? Ker jaz mislim, da če mi zdaj nekako, če se bodo ti protesti, razne akcije, če se bo to nadaljevalo in jaz smatram, da se bo in tu lahko drug drugemu pomagamo, ne? Lahko privedemo morda vsaj do tega, do neke spremembe nekega sistema, to brško ne. In ti problemi bodo ostali, ki se jih ti zdaj ravno kar izpostavil in se jih vsi zavedamo. Ne? Ampak mogoče, če ta vlada odide na podoben način, kot je odšla 2012, ne, torej da nekako implodira vase, ampak ob seveda gnevu širšega dela javnosti, mogoče si bodo določeni segmenti te civilne družbe, pa tudi mediji, pa tudi novinarke in novinari, mogoče nekako opomogli, pa tudi v kulturi na vse zadnje. Ne, omenjam tukaj RTV, ampak strah je vse prisoten. Tudi v kulturi slišiš to vprašanje, kaj bo zdaj, ko bo Janša prišel. In odgovor je z mojega vidika isti, to, kar mu boste dovolili. Ne. Zdaj nekako prišel čas, da mogoče res se povežejo stvari skupaj, da morda pa dobimo eno to bitko, iz katere lahko pridemo malo bolj samozavestni, malo bolj solidarni, ker ta trenutek, nekako je bil tragičen, Charlie Hebdo, ne, je vendarle združil ljudi. Ne. Ampak če to pozabimo in če pozabimo pač tovrstne zadeve, tovrstne primere iz preteklosti, recimo znameniti Forum 571 in tako naprej, potem bijemo bitko, ki smo jo že izgubili. Potem se lahko dobivamo tukaj in samo analiziramo, kako pravzaprav uriti je vse skupaj. Kaj vidva mislite, da bi bilo, in to je zadnje vprašanje, kateri koraki nas čakajo? To so strategije. Kaj bi morali narediti? Dobro, ne bomo skvotili ministrstva, prav v redu. Ampak glej, društvo lahko da neke primere, lahko da nek zgled, lahko dajo starejši kolegi nek zgled in tako naprej. Kaj je potrebno? Ne moramo v nedogled samo se odzivati na napade zoper nas. Jaz mislim, da tukaj glavno vlogo lahko igra edino nezadovoljstvo. Na društvu novinarjev v zadnjih mandatih, kaj smo se poskušali s festivali, z različnimi okroglimi mizami, z različnimi delavnicami, kakšen je bil odziv na določenih stvareh, koliko ljudi je prišlo na medijski festival. Jaz mislim, da je tukaj nezadovoljstvo, kar lahko združi ljudi. Videli smo, kaj se je dogajalo, ko so nam prepovedali hoditi na novinarske konference vladne ob izbruhu te krize. Oglašali so se iz različnih medijev, povezovali smo se, skupaj smo hoteli rešiti zadevo. Tako kot je rekla Špela, na RTV-ju so se tudi zbudili, če lahko tako rečem, napisali nekaj pisem, nekaj protestov. Nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo nas lahko združi. Drugače, ne vem. Ja, jaz sem dostikrat že rekla, to zdaj sicer ni najbolj politično korektno, ne, ampak da dober zunanji sovražnik ne vedno mobilizira in točno konsolidira ne, tudi opozicijo na en način. Ne. Tako da to je v redu, ampak to ni v resnici rešitev. No. Mislim, sej ni problem samo Janša ali pa ta vlada, ne. Sej prejšnja vlada v redu ni bila destruktivna, tako rečemo na odprto destruktivna, ampak je bila destruktivna zato, ker ni nič naredila. Sej so imeli priložnost. Ne prejšnja, pa še prejšnja. Ne. Na področju medijev noben ni povečal medijskega sklada, ni bilo drugih ukrepov, ni bilo digitalnega davka, ni bilo tega, ni bilo unga. Ne. Zakaj ni bilo nobenemu interesu, zdaj so vsi glasni, kako je treba programski svet spremeniti v RTV-ju, do danes se ni nič zgodilo, danes pa spet slišimo iz opozicijske stranke, kako bi spremenila. So imeli vso možnost, bili so na oblasti, lahko bi kaj naredili, pa niso. Ne? Tako da SDS zdaj samo izkorišča situacijo in je očitno bolj učinkovit od svojih nasprotnikov. To je vse, kar lahko rečemo. Ne?
Mislim, tako da problemi so res, mislim, težko je, no, težko je. Jaz mislim, da tudi družba, ki je dovolila v bistvu, da se je ta nek propagandni medijski model v Sloveniji vzpostavil, a ne, ki še vedno podpira ta model, ki še vedno voli ta model, a ne, in vodenja države in komuniciranja v javnem prostoru in ne vem, obračunavanja s svojimi nasprotniki in vse to, to ima že dolgo zgodovino. A ne. Mislim, to je družbeni problem, to ni medijski problem. No. To je res širši družbeni problem in dokler mi kot družba ne bomo temu rekli ne in odločno, a ne, mislim, da ni rešitve, no, ni rešitve samo parcialne v medijih ali pa v novinarstvu, ampak je to res širši družbeni problem. Absolutno, jaz se strinjam s tem. To so dobre, pravzaprav zaključne besede. Bi kdo morebiti postavil kakšno vprašanje ali gremo pred RTV tisti, ki tako želimo? Ja? Ti vam prinesem mikrofon, čak sem trenutek. Ne, sej mu ni treba, Erik. Ok. Eno provokativno primerjava, dali ste primerjavo družbena omrežja pa tradicionalni mediji. In če sem prav razumel, ste rekli, ja, kaj toliko posvečamo pozornosti tem družbenim medijem, saj nimajo takšnega vpliva. No, zdaj provokativno vprašanje je to, ali se potem strinjate z stališčem Vrhovnega sodišča, ki je opozorilo prav na to razliko med družbenimi mediji in ostalimi mediji. Ne? Oziroma, ali bi bila odločitev Vrhovnega sodišča drugačna, če se tisti komentarji ne bi pojavili na nekem drugem mediju, bolj resnem mediju? Ne? Ne, tukaj je za tem mnenjem stal človek z imenom in priimkom, ki ima določeno funkcijo v naši družbi in če on to na družbenem omrežju ali se je drl na cesti ali je napisal na kakšnem portalu, tukaj ni razlike. Jaz sem hotel povedati predvsem o družbenih omrežjih glede teh trolov, glede teh ljudi brez obrazov, brez imen, priimkov. Jaz sem recimo zdaj po zadnjih protestih sem se lotil nikoli, zdaj sem na Twitterju 9 let, do teh protestov nisem nikogar blokiral, nikogar. Ko so se začeli ti protesti, pa sem iz protestov samo poročal, fotografije objavljal, da se je videlo, kaj se dogaja, se je toliko teh trolov obeslo, da sem jih začel enostavno blokirati. In teh trolov ni več in moje življenje je lepše, jih ni treba brati, sicer se tudi vedno poskušam čim bolj izmikati Twitterju v zadnjih dneh. Po drugi strani pa, kar ste omenili, družbena omrežja, so na tem področju žaljenja, napadov, so ena kloaka, ena beznica, tako kot sem povedal. Po drugi strani pa so en vir informacij. Dejansko tukaj preko družbenih omrežij lahko zaznaš, kako ljudje razmišljajo, kaj želijo brati in so ena pomembna stvar pri novinarskem ustvarjanju. Smem pa dati še en komentar v zvezi čisto osebno. Ne? Jaz malo spremljam sodišča in česar me je strah, ne, kaj ta sodba omenjena kaže, ne, da lahko v naših sodiščih sodniki, spretni sodniki, kakršnokoli zadevo obrnejo na glavo. Ne. Dovolj spreten in pokvarjen sodnik, zelo znano ime, vrhunski sodnik, torej užitek je brati njegove tekste, ker so res strokovni, ampak potem, ko pride do odločitve, pa naredi odločitev, ki se ga mnogi sodniki, torej se pogovarjam to sodniki, se sodniki sramujejo. Ne? Torej ta sodba je sramota, sodniška sodba, ampak če lahko na tak način sodijo sodniki Vrhovnega sodišča, pomeni, da lahko kakršnokoli sodbo pričakujemo v kakršnikoli zadevi po interesu nekoga, kogarkoli. Ne? To je grozljivo. Evo, tukaj je še eno vprašanje. Ja, zdravo, Barjanski Sviterja. Jaz sem v bistvu eno dost patetično zadevo zapovedati. Glih, ko je ta sodba bila o tem, kaj lahko v bistvu politika govori in da je to bolj pomembno kot vse ostalo, je bilo pri meni ok, izgubili smo še sodišča, ostajajo nam samo še resni novinarji in ceste.
Tako da zdaj ne vem, kaj s tem narediti, sam to vam še povem. V bistvu videti je, kot da se v bistvu boji zdaj itak, to smo videli že za 12 država, samo ljudi na cesti, pa globoko upam, da pač tudi resnih novinarjev in ne vem, kolesa, ne? Ja, sam še nekaj sem hotela reči, ta sodba, tudi jaz sem se pogovarjala z odvetniki dolgoletnimi in so rekli, če bi me moja stranka vprašala, ali lahko na podlagi tega tvita vloži tožbo in bo na sodišču uspešna, bi rekla absolutno ja, 100%. Popolnoma vsi so bili zmedeni in jaz tudi mislim, da ta sodba ne bo se obdržala. No. Mislim, jaz upam, da se ne bo obdržala. In tudi mislim, da se ne bo, dejansko. Ampak tudi tožilci, mi imamo kar veliko primerov groženj, ki so bile pač šus v glavo, podobne, te konkretne grožnje z imenom in priimkom, tudi ne nekih anonimnih pač twitterašev, pa so novinarji pač prijavili, ovadili in je bil odgovor tožilstva, da grožnja ni konkretizirana. Zelo podobno kot pa sovražnem govoru. Čeprav so nam spet odvetniki zagotovili, da za to kaznivo dejanje ni potrebno, da je grožnja konkretizirana. Dovolj je, da se ti počutiš ogrožen in da ti je nekdo grozil. In decid, ni treba, da pride pa ti s pištolo drži na senci. In tukaj vidiš, da to je, res je celoten sistem je tako naravnan. Tudi, ne vem, sem govorila z drugo novinarko, ki je prišla prijaviti grožnjo na policijo. To so za njih bagatelna, te grožnje, to dobi non-stop, očitno ljudje hodijo zaradi teh groženj, tudi teh medosebnih, ne vem, medpartnerskih, družinsko nasilje, ne vem. Tako, to so nam spet odvetniki povedali, to so bagatelna kazniva dejanja in policija ima s tem samo del, oni se hočejo tega rešiti. In isto, so jo prepričevali, da naj ne ovadi in potem tožilstvo, da naj se poravna, da naj ne gre do konca. Enostavno ta celoten aparat ne jemlje tega resno. Ne jemlje tega resno in zato dejansko se vprašaš, kam se lahko sploh še obrneš. Rečeš novinarjem, prijavljite, če itak nobena prijava ni sprocesirana potem, oziroma dobijo odgovore od tožilstva, da je neupravičena. Policija ima pa samo delo s tem pol, pa očitno že itak navodila, da taka grožnja ne bo prišla naprej, ne bo upravičena taka ovadba. Tega je res veliko, imamo teh primerov. Prijemo do tega, kar... Da. Jaz sem... Brankica Petković, Mirovni inštitut. Hotela sem Blaža izkoristiti. Pa nisva nič v sorodstvu, če vas zanima. Ne. Ravno tako sem nastopila kot do gosta, ki ga redko vidim. Namreč ta zadeva z mediji in desnico je nekaj, kar se nam dogaja dlje časa in več let, ampak zelo je podobna s tem, kar se dogaja na Madžarskem. Zdaj je vprašanje, kdo koga kopira, ampak branje zgodovine Orbanovega odnosa do medijev in strategij nadzorovanja medijev vendarle sluti, da so oni prej začeli še v 90-ih. Zanima me naslednje, če skratka ti napadi in ustanovitev nove TV in tako naprej niso to nepovezane stvari. To je cela ena strategija, ki so jo tudi kolegi raziskovalci na Madžarskem popisali v tolikih letih. Ena izmed strategij pa je, da se neodvisne medije, te, ki jih ti rečeš resni in tako naprej, kupijo Orbanovi ali recimo znanci, prijatelji, ki jim nekdo prinese denar za našega premijeja. To se je nam v neki obliki zgodilo z Delom, zdaj se lahko na nek drug način in na koncu ne ostane nič. Mi še zmeraj gremo cingljati in tako naprej, beremo Delo, Dnevnik, ki že napovedujejo proteste, vsak dan nam poročajo o pomembnih zadevah, kaj če ne ostane nič. In ali obstaja, zdaj jaz, zato sem rekla, če bi te rada izkoristila, ali obstaja možnost, da bi kdo kupil Večer skupaj z Dnevnikom na ta način? Ali ste dovolj lastniško in vaši lastniki ste se z njimi pogovarjali v teh okoliščinah, ki so razvidne?
da bi lahko podlegli in da bi nekomu prodali. Kakšne plane imajo naši lastniki, težko govorim o tem, o komu bi prodali, če bi prišla ponudba. Jaz mislim, da novinarska skupnost na Večeru je tako močna, tako držimo skupaj, da če bi karkoli podobnega prišlo, da bi bile težave. No. In mislim, da bi bilo podobno tudi v ostalih slovenskih medijih, resnih ali pa kot sem jaz rekel, resnih, da kaj takega, kot se je dogajalo med 2004, 2008 recimo, ko so res brutalne spremembe se dogajale na največjih slovenskih medijih. Jaz mislim, da je ta vlak šel mimo, sicer moramo paziti, moramo spremljati zadeve, obstajajo pa drugi načini pritiskov, ne. Saj poznamo bolj sofisticirane zdaj, kot sem prej omenjal o oglasih, kaj bi se zgodilo, če bi vlada nam pomagala z odkupom oglasnega prostora, kam bi šli ti oglasi, kdo bi skrbel od medijskih partnerjev, agencij za te oglase, da bi se z Večerom kaj takega zgodilo. Jaz bom spet potrkal, vedno ko govorimo o Večeru trkam, ampak dejansko smo dobra klapa in držimo skupaj in jaz mislim, da ne bi dovolili kaj takega. Poleg tega pa tudi mislim, da naši bralci, naša javnost tega ne bi dovolili. Ker že takrat, ko so prišle ideje oziroma ko se je prišla pobuda in ko se je začelo to združevanje z Dnevnikom, so prihajala vprašanja iz štajerskega konca, kaj je to Konec za Večer, ne bo več našega časopisa. Skratka, mislim, da tukaj v ozadju, da je neko zavedanje, kako pomembni so takšni mediji regionalno in med novinarji in med javnostjo. Tako da težko verjamem, da bi kaj takega prišlo. Si končal, ne? Ne, moramo, to je pač to, ne, moderirati je lepo, to vsakeč poudarim, ne, je zelo lepo, je tak posel, ok, ampak je taka lepa funkcija, v kateri človek lahko res uživa. Na koncu je pač malo hudičevo, ko je treba pač to prekiniti. Jaz vem, da je še kakšno vprašanje, jaz tega zavedam, vedno tako je, ne? Ampak nikoli pa se tako ni modilo, kot morda danes. Ne? Glejte, še enkrat hvala, ker ste bili z nami, še enkrat hvala obema gostoma. Jaz vem, da sem danes morda postavil tudi kakšna, no ne bi rekel neprijetna vprašanja ali pa karkoli težka pa, zaradi tega, ker je nemogoče na njih odgovoriti, morda prav ta hip, ta trenutek. No? Upam, da smo z pogovorom, vam, ki ste bili tukaj in pač ljudem, ki nas gledajo, dali ene par stvari v razmislek, ker moramo razmišljati o stvareh še vnaprej. Ne? Dolgo pač tako ne bo šlo. Ne? Hvala vam še enkrat in srečno in upam, da gremo zdaj skupaj do RTV. Ne? Ajde, živeli. Hvala. Hvala.